denarja imamo toliko, težava, pa ne težava. Večina tega nadomestila za stavbno zemljišče se zbere v centrih. To je približno 1 milijon do 1,2 milijona. Tle na ruralnem področju tega prispevka ni, vendar se nekako solidarnostno to porazdeli, da so te ceste kakor toliko zimsko letno vzdrževane. Mislim, da ko bo enkrat davek na premoženje, da bo to bolj pravično porazdeljeno, da bo vsak nekaj dal, ne veliko, ampak vsak nekaj, pa se tudi nabere, da bi tudi skozi to lahko boljše vzdrževali te ceste. Velik problem je, tako kot ste rekel, ne samo skozi Kurje vas težki kamioni, tudi na vseh teh cestah so pretežki kamioni. Ta asfalt je bil narejen takrat za fičota, za traktor, danes pa vemo, da se sežage iz Klija preselile na deželo, kar je tudi prav, da ljudje imajo čim bliže delovna mesta, da delajo. Je pa velik problem, ker so se te žage povečale, da pa že motijo ljudi, ki živijo v teh soseskah. Tu so težave, tudi nekateri so preveč povečali te površine in bo treba tudi tu rešiti, ko se pogovarjamo z Ministrstvom za okolje, z Ministrstvom za kmetijstvo, vendar tudi tam ne najdejo rešitve, kako to povečati, kajti v okviru kmetije in dopolnilne dejavnosti je bilo možno industrijski obrat zgraditi do 200 kvadratnih metrov. Zdaj so po teh 200 kvadratnih metrov to preseglo velikokrat in bo treba tu nekako pravno urediti. Pri meni je bil tudi inšpektor, je rekel, zdaj pa župan ti meni pove, a podpiraš une, ki delajo, ali une zraven, ki jamrajo. Se rekel, oni, ki so zraven, prav je, da te delajo, oni, ki so zraven, jih pa to pa moti in morata taki to dela in tisti, ki ga moti, se nekako te stvari rešiti v nekem dogovoru, z odškodnino, kakorkoli že. Skratka, to so ratali problemi. Da bi pa vse take tovarne, pa te žage in to industrijo, ki je na podeželju, dali pa v neke industrijske cone, pa tudi ne gre. Imajo Avstrijci po podeželah žage in tudi v Nemčiji vse povsod. Sam mi moramo enkrat začutiti, da v tistem okolju, kjer delamo, moramo skrbeti tudi ne samo za tistega, ki je lastnik tiste tovarne, ampak tudi za ljudi, ki živijo okrog, z vsemi temi stvarmi, ki se pa dajo tudi te stvari urediti in tudi olajšati, tako da so ljudje v nekem sožitju. Še kakšno vprašanje? Kako je kaj vodovod na Petkovcu? Se pravi, da čakamo ta sredstva, kohezijska, in potem bomo to začeli delati. Če pa teh sredstev še ne bo, bomo pa po fazah preko teh sredstev, ki jih dobimo iz amortizacije, ki plačujejo tisti, ki imajo vodovod. Vemo, da je ta amortizacija zelo visoka, zato ker smo v teh letih povečali kanalizacije, vrednost vodovodov. Tudi, če so bile to evropska sredstva, amortizacije treba obračunati in mi, kar je gospodinstev in 50% subvencioniramo ceno vode in teh amortizacij, kar je pa industrijskih obratov, pa to po zakonu ne moramo in se te, ki imajo industrijske obrate, smo imeli kar veliko težav. Da povem en primer, je Božakar ima neko skladišče, neko proizvodno zelo vnetljivih snovi, neke gume, karkoli že, in on približno, ne vem, jaz je rekel, 3 kubike vode na leto skoraj nič, plače pa to pristojbina in vse to pa 12 000 evrov. Ampak to zato, ker ima veliko hidrantov z največjo močjo in glede na preseg cevi števca se potem tudi ta amortizacija te pristojbine zaračuna in je to tak znesek. In mi bi lahko zmanjšali primer števca, vendar bi mogel to požarni inšpektor ali pa ki je delal gradbeni načrt, napisati, da ima lahko to manjši primer, ampak to ni hotel noben napisati, pa potem ne bi sledili to tistim ukrepom, če se slučajno kaj zgodi za požarno varnost in je potem to tako ostalo.
Šel ti malo pijače iskati, kje smo čisto v host. Na 5 iskati, malo vinto ne spakira. Skratka, v glavnem, ko grem v Lazen, mi očitajo župan, vse si dal rovte, ko grem v Hotelaršca tudi, ko pridem v rovte, reče, da že trgam. Skratka, mi skušamo nekako enakomerno porazdeliti ta sredstva, predvsem pa gledati, kaj je res nujno. Zdaj v rovtah je nujno tale igrišče gor obnoviti, zdaj smo z lastniki odkupali še tole cesto gor, moramo od enih, so nesli so v Škofji Loki in del te ceste, ne bi bolj počasno naredili odbojkarsko igrišče, bo potem tam, ker so tele sanitarije pa garderobe, ali pa tam, ker imate tudi za veselice te prostore, in potem to poasfaltirati, ograja zrihtati, da bi potem tole igrišče na Kolku bilo neko sodobno igrišče primerno za vse dejavnosti. Se pravi, velik zalogaj bo gasilski dom, ampak v 4 letih, v tem mandatu, ko ima to vodstvo gasilskega društva v Rovtah, bomo pa to naredili. Zelo ta je ena tema taka. Letos bi spet, bi rekel, januarja bomo začeli s koledarjem nas takolo, ne. In krajanje sprašuje, ne, daj bo pa spet ta dom, ne. Vsak let rečemo, letos bo, ne. In zdaj se to odmika. Jaz sem, bi rekel, ženjen sem 3 leta že, ne. Pa sem brž pristopil v to društvo sam. Pa se to odmika 3 leta že, kaj so se rekli gradbeno dovoljenje. Pa se zdaj smo spet sam pri gradbenem dovoljenju. Daj bo zdaj en korak, ali bo spet čez 4 leta ta korak, ali bo mogoče naslednje leto, ali ne vem. Kaj je zdaj z gradbenim dovoljenjem? Ne vem, če ste. Še bolj. Ni še napravljeno. Ta teden je bilo treba še dodati ene papirje. Zaradi ceste. Tako da upajmo, da kje do novega leta bo. Pa ti znar boste pokurili, kar imate letos. No, tako bo pa se vrado, ti boste pa pojmo v zid, tako bo smrekca na vrh streha. Parlament bo odločil spet. To bo. To bo. Kako bo politika rekla? Kaj se zgodi, recimo, če se recimo zamenja vodstvo zdaj v Logatcu, ne? A bo to obstalo? Ali bo... Glejte, mi imamo tu začrtano. Bistveno je, da bomo mi v parlamentu in v občinskem svetu 11 tistih, ki to podpiramo. Zdaj, resno reči, da smo mi, mislim, imel zdaj 7, mojih ste naše liste, pa smo imeli Nova Slovenija imela 3, je bilo to 10, potem je bilo Desus 11, imeli smo 14 smo imeli teh, ampak tudi včasih niso vsi to potrdili, ampak v glavnem razen ene občinske seje, enih dveh točk niso potrdili, pa mogoče se mi tudi jaz malo kriv, da nisem dosto obrazložil, ker včasih je tako, da je kakšna stvar tudi ne smeš vse povedati. Ker se potem stvari zakomplicirajo, to se mi je zakompliciralo, ker smo delali skozi Lipov drevored pločnik, ker so nekateri za nalašč nagajali, in zdaj imamo pločnik tak, kakršen je, lahko bi bil širši in še kolesarska pot zraven, ampak smo mogli od teh lip toliko odmakati, ker je to brez veze, tisto, ki gre dol skozi, vidi, da bi bilo tako. Ampak sem vse vesel, da smo to uspeli. Velikokrat je to nepotrebno nagajanje, zato da samo ne bo nekdo uspel, ampak tukaj sem na začetku rekel, mi se moramo iti za to, da bomo pitno vodo, da bomo šole, vrtce, neko kvalitetno življenje na vseh področjih, cesto urejeno, ona višja politika se bojo pa drugi borili. Ker tudi nima smisla, ker to, kar recimo naši politiki, ki gre v Bruselj, pa nas je 2,5 milijona še z unimi po svetu, namesto da bi gor skrb stopili, pa se zmenili, pa da čim več denarja od tam potegnemo se gor, gre v prd umazan peril, kar ni
dober, en vleče kje. To so stvari, ki niso dobre. Ampak po drugi strani pa spet to neka ihta, ki vleče naprej. Zelo pomembno je, kako je sestavljen občinski svet, to je zelo pomembno, zato sem tudi se potrudil in z mojo listo vseh volilnih enotah tudi zbral v volilno delegacijo 11 članov, v drugi volilni enoti 5, v tej vaši tretji tudi 5. Tako da mislim, da bomo uspeli, seveda sami mi jih ne bomo toliko nabrali, ampak mislim, da pa z nekaterimi bomo šli v koalicijo in bomo te stvari potem lahko šli skozi. Tako, kot je bilo se vlekli za tale vrtec, eni so vlekli, eni so nasprotovali. Tudi veste, če bi bilo malo večji slog, bi tudi cerkev lahko ogrevali iz tega vrtca, iz centralnega ogrevanja, ampak niso bili, pa vse sorte bilo, ampak vse tudi mogoče po nek stran prav, da je to tako. Tudi tle razmišljamo, da bi za tole šolo, pa za dvorano ali za gasilski dom in tudi za tale blok naredili eno skupno kurilnico. Bomo videli, kako bo, ampak razmišljamo v to smer. Ker zato se še da nekaj dobiti sredstev. Drugače v tej perspektivi je 3 milijarde denarja, ampak je to v glavnem za mehke vsebine, to se pomeni za izobraževanje, za mešanje megle, za ceglo, za beton, pa teh sredstev ni. To je pa velika škoda, zato tudi se bolj šliš, da teh sredstev ne bomo porabili. Mi rabimo denar za ceste, za kanalizacijo, za obnavljanje šol, vrtcev, gasilskih domov, tu mi rabimo. In tam, ko sem omenil pametna mesta, to je že prav, da mi razmišljamo, da nismo od zadnji, po drugi strani imamo pa še WC na Štrbuk, pa to, te stvari pa ne grejo naprej, sam miselnost pa mora iti naprej. Ker drugače ostanemo od zadaj in mi smo del Evrope, čeprav nas v Evropi smatrajo, da smo Turki, Romuni, Bulgari, ampak tle smo bili skozi v Evropi in smo tudi tako navajeni živeti. Tudi ko gremo, recimo, na kakšna sredstva, ko smo delali celostno prometno strategijo, smo tam lepili ene pikce, kako bomo to rešvali, kako ono, kako četrti zaključek je bil, vprašaj na koncu, župan, kaj si pa vi želite po vsem tem, in da bi pisali tam leta 2045 v časopisu, sem rekel, da bo naslov končno v Logatcu Korzo. To je zapravo, da bomo po Tržaški cesti od križišča pri Kramorju po gor do občine se lahko po Tržaški cesti sprehaja. To je bluzenje. Tako kot je bluzenje, da se ne bomo več z avtomobili vozili, ker vemo, da na periferiji človek brez avtomobila niti ne moreš obstojati, boš otroka peljati, kje. Lahko je v mestih, ker ima mestni avtobus, lahko vidiš tam s kolesom, če je lepo vreme. Tle gor, da te vidim s kolesom v Logatsko bil pa nazaj, prvič je dragocen čas, drugi so različne vremenski pogoji, posebno po zim, ampak svet tako razmišlja skozi to, da se to ozračje ne bo še bolj onesnaževalo. Sem pa vesel, ker smo zadnjič slišali, da se pa že ozonska luknja nad Antarktiko in Arktiko pa tudi zmanjšuje, tako da smo tudi ratali malo zaveščeni in da skozi to tudi skrbimo za ta naš planet Zemlja. Toliko. Zdaj pa tam, da smo nekaj pijače prinesli, a se kozarce tudi prinesli? Da malo zalijemo,